bi želel čokolado? Hvala. 9 od 10 ljudi na svetu ima rad sladkarje, še posebej čokolado. Moja mama je vedno rekla, življenje je kot škatla čokoladnih bombonov. Nikoli ne veš, kaj boš dobil. Kakav se sooča z nevarnostjo izumrtja. Do leta 2050 bo več kot 50% kmetijskih površin za kakav neprimernih za pridelavo zaradi podnebnih sprememb. Čeprav kakavovo zrno, star 5000 let, izvira iz amazonskega pragozda in so ga plemena imenovala hrana bogov, v sodobnem času približno 80% svetovne zaloge pridelajo v zahodni Afriki. Deževni gozdovi se sušijo z zaskrbljujočo hitrostjo. Dolga pot prevoza in predelave, med katero izdelek izgublja svežino, pa potrošnike pušča razočarane. Težava pri današnjem načinu pridelave je v tem, da se veliko teh dobrot razreči med predelavo kakava. Resnično izgublja veliko teh bioaktivnih snovi. Inovativni izraelski startup Kokomoto skuša obnoviti zrno in hkrati razvajati naše brbončice. Namesto, da bi kakavovec v naravi gojili 6 ali 7 let in na koncu uporabili le zrno, pravimo, da tega ni treba početi. Lahko imamo lokalno proizvodnjo. Obrat Kokomoto lahko postavite kjerkoli na svetu zunaj ekvatorja, zelo blizu tovarnam, ki že proizvajajo. Turi je ena največjih platform na svetu za razmnoževanje celic. Preprosto vemo, kako razmnoževati celice. To je tisto, kar znamo delati. Tukaj v biotehnološkem podjetju Pluris, sedežem v Haifi, ti bioreaktorji posnemajo naravne okoljske pogoje. Tako, prav to je kar pri pouku naravoslovja. Celice damo v to posodo in potem dejansko poteka perfuzija medija. Medij je hrana, ki jo celice potrebujejo. Veste, za prehrano. Celice hranimo s tem pogojenim medijem. Enako velja za kavo. Coffee Shy je še en startup, kjer ta patentirana tehnologija za namnoževanje celic prav tako nadaljuje tam, kjer narava konča. Naš proces je z vidika trajnosti veliko bolj učinkovit v primerjavi s standardnim kmetijstvom, kjer potrebujete ogromno količino vode. Mimogrede, vsaka skodelica espressa, ki jo popijete, zahteva 140 litrov vode. Kar razvijamo, je rešitev, ki omogoča proizvodnjo kave na način, ki obide vse izzive. Obstoječi dolgotrajen in energetsko potraten postopek nam prazni tudi bančne račune. To je drastično povečalo povpraševanje, skupno povpraševanje po kavi. Na strani ponudbe pa imamo težave, ki postajajo vse hujše. Torej, povpraševanje raste, ponudba pa upada. Kava je surovina, s katero se trguje na borzi. Pravzaprav lahko v zadnjih 5 letih opazimo velik, ogromen porast cen, pa tudi veliko nestanovitnost. Zdaj se lahko naše skodelice napolnijo vsakih 3 tedne. Na enem samem sistemu bomo lahko na leto proizvedli količino kave, ki ustreza pridelku več kot 500 milijona kavovcev. To je naš izdelek, to je kava na osnovi celic, posušena kava na osnovi celic. Kar vidite tukaj je v obliki prahu. Praženje in priprava kave sta stvar okusa. Dokaz pa je v naši jutranji skodelici kave. Ja, diši drugače. Drugače. Ja. Ima slajši vonj. Prav. Moj nos deluje. Poleg tega pomaga izhlapevati ogljični odtis na našem planetu. Eno od stvari, ki so nas jih vprašali, je, ali bo vaša tehnologija nadomestila običajne in obstoječe plantaže kave, kmetovalce in kmetijstvo. In odgovor je popolnoma ne.